Pozdravljeni! Svet Martin naredi iz mošta vin. Tako pravi ljudski rek o Martinovem prazniku. Najbolj razširjeno praznovanje v Sloveniji, povezano z vinsko kulturo, je seveda martinovanje. Praznujemo ga 11. novembra in še ves teden ali celo dva. Veselje, ko iz mošta nastane pravo vino, je v Sloveniji neprimerljivo s katerim koli drugim praznikom. Tudi skozi zgodovino je imelo vino poseben status. Starogrški oče medicine Hipokrat ga je priporočil kot sestavni del zdrave prehrane. Katoliški menihi so v srednjem veku z njim zdravili različne bolezni. In tudi danes vemo, da se v vinu skrivajo številne ugodne lastnosti. Hkrati pa seboj prinaša tudi nekaj pasti. Razlika je le v količini. Kako je s tem v praksi, nam bo povedal Jernej Dirnbek, ustanovni član skupine Midva. Svoje pa bo pristavila Meta Frankeš, 23. vinska kraljica Slovenije. Dobrodošla. Zdravo. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Sta danes že spila kakšen kozarček vina? A moram po resnici povedati? Seveda. Pa glede na to, da smo že po kosilu, jaz si ga ob južni vedno prvoščim en deci. Vsak dan? Ja, mislim, dobro, pride tudi kak dan, ko ne, ampak to je ravno tisto skladu z napotki, da je nekaj takega zdravo, tako za duha kot telo. Kaj pa ti, Meta? Jaz pa še danes, nažalost, nisem, bom tudi po resnici povedala. Čeprav rada pri kosilu tudi spijem kozarček vina. Že stari Grki so ugotovili, da je vino hrana, lahko pa je tudi strup ali zdravilo. Kaj bi vidva rekla? Pa dobro, ko prideš enkrat do faze, ko ti začne biti hrana, mislim, da si šel malo predaleč. Dokler pa ostajaš, da je pri tem, da je zdravilo, mislim, da ravnaš prav. Najslabše pa je seveda, ko ti enkrat pomeni strup in ti uničuje tvoj organizem. Jaz sem pa mnenja, da je vino hrana, kajti vino ima res ogromno zdravilnih lastnosti, v bistvu tudi kalorično vrednost in vino v bistvu spada pod hrano, po mojem mnenju. Jaz razmišljam o tistih, ki vsakdo pozna kakega lokalnega pijančka, ki potem v zadnjih letih nič več ne jejo, ampak samo še pijejo. Ne. To se jaz tudi ne strinjam, ampak vino se mora piti zmerno in ob posebni priložnosti, kar se pa seveda lahko najde tudi vsak dan. Kaj pa martinovanje zdaj za nami? Je bilo naporno? Je bilo kar dosti dogodkov z moje strani. Sem potovala po celi Sloveniji, od Primorske, Ljubljane do Štajerske in moram reči, da je bilo zelo lepo. Jernej? Jaz sem bil malo bolj umirjen letos, naredil sem pa celo ekspertizo, da sem se uspel dokopati do domače račke, ki se je znašla potem na meniju v soboto in je bila izvrstna, seveda pa tudi smo ji nazdravili njeni usodi za kozarcem dobrega. Lepo. Ljudski rek sicer pravi, da je Martinovo jesenski post in morda lahko temu celo prikimamo. Saj toliko pitih glav in šem, kot jih opazimo na Martinovo, vidimo drugače le še za pusta. Mnogi tako menijo, da martinovanje ni več praznik, ampak zgolj obdobje pijančevanja. Kaj menite o tem? Jaz mislim, da je res, da se malo več ob tem prazniku spije, te žlahtne kapljice, ampak se mi zdi, da je tega vedno manj, da bi se pretiravalo, se pa vedno najde kakšen, ki pretirava za tem. Ampak vino je potrebno spoštovati in k spoštovanju vina spada seveda tudi to, da se pije zmerno. Jaz lahko rečem tu zgolj iz lastnih izkušenj. Dejstvo je, da se staram in da pač človek z leti spije malo manj, kot je v tistih najbolj divjih letih, recimo med 20 in 30. Danes so mački hujši, trajajo dlje časa, pa tudi sicer se nekako živimo odgovorneje, pametneje in si pri pijači se rajši obrzdamo prej, preden je prepozno. In meni se nasploh zdi, da se ta kultura pitja dviga, da ljudje bolj posegajo po neki kvalitetni kapljici, spijejo kaj za užitek, zato da okušajo, da se veselijo s tem, ne pa z namenom, da bi se opili in da je opijanje danes manj kot nekoč. Kaj pa pred nastopom? A kaj spiješ? Čisto iz praktičnih razlogov,
kak kozarec že, namreč pri nas je najbolj tečen del nastopa čakanje od tonske vaje do tega trenutka, ko stopiš na oder in to lahko včasih traja tudi, 5-6 ur. Seveda pa si nikoli ne dovolim, da bi šel na oder pijan, enako nobeni zasedbe, ker pač pijan človek ne more funkcionirati enako kot trezen. Naenkrat si dobiš občutek, da je ves svet tvoj, da si najboljši, da obvladaš, kar pa se potem po poslušanju posnetka hitro ugotovi, da je bilo ravno obratno. Aha. No, če se vrnemo na martinovanje, zanimivo je, da martinovanja ne potekajo le v slovenskih vinorodnih deželah, ampak povsod od Mediterana do Panonskih ravnic. Meta, ti si prej rekla, da si dejansko bila povsod. Ja, bila sem v Ljubljani na Ljubljanskem vinskem festivalu, kjer so se predstavljali vinarji za v bistvu cele Slovenije. Bila sem v Lendavi, bila sem v Gornji Radgoni, v glavnem še marsikje. In vse posod v bistvu praznujejo martinovo, mogoče malo na svoj način, v sklopu festivala ali kako drugače. Ampak vse povsod je v bistvu to že postala tradicija v Sloveniji. Aha. Ampak praznik vina praznujemo samo v Sloveniji in na sosednjem Hrvaškem. Drugod po svetu imajo na martinov god druge navade. V Nemčiji tako v zrak spuščajo lampijončke, spet drugod pa kurijo kresove. To sem nekaj brala, ampak nažalost še nisem bila na martinovanju oziroma na kakšnem takšnem dogodku izven. Človek bi rekel, da imamo pri nas in na Hrvaškem več od življenja kot ostali. Ja, zagotovo. Ampak martinovanje ni le običajna zabava, se je prehod iz mošta v vino pomemben ritual, ki oznanja ustekleničenje nove letine. Meta, prihajaš iz družine, ki ima v lasti vinarstvo hiša Penin Frangeš in jo odlikuje dolgoletna vinogradniška vinarska tradicija. Tako je. Prihajam iz hiše Penin Frangeš, iz Gornje Radgone, kjer se v bistvu ukvarjamo najbolj z pridelavo penin po klasični in po šarma metodi. Seveda pa delamo tudi mirna vina. Vino ima pomen, je opojna pijača, je zdravilo, je hrana, kot smo že prej slišali, in pitje je obred. Seveda pa vsem tem ne smemo pozabiti na kulturo pitja. Kaj je pri tem pomembno, Jernej? Pa jaz mislim, da je to ravno tisto, o čemer sem malo prej govoril, da znamo v vinu prepoznati kvaliteto pred kvantiteto, da ga poskusimo oziroma spijemo kozarček zato, ker nam je všeč okus, ker imamo radi to aromo, ker nas pravi v dobro voljo, recimo v neki zmerni količini. Vse to smo še na tistem kulturnem delu. Ko pa začnemo toč špricere drugega za drugim, pa se hitro zgodba lahko obrne. Takrat pa ta kultura počasi odide v druge sfere. Ja, čeprav je kultura vina v Sloveniji že zelo visoka, si želim, da bi ta še naprej naraščala tudi med mladimi, si povedala Meta. Torej, ti se zavzemaš za kulturo pitja. Ja, kulturo pitja vina sploh med mladimi in opažam, da ta narašča. Saj večkrat res opazim v kakšni gostilni, restavraciji, da si skupina mladih naroči buteljčno vino ali pa kozarec odličnega vina namesto kakšnih žiganih pijač. In to je res zelo lepo videti. Ja. Je pa res, da si tudi vsaka vinska kraljica izbere neko svoje poslanstvo. In jaz sem se odločila še najbolj za promocijo penin, tako da v bistvu tudi to kulturo pitja penin želim pomagati na ta način. Ja. Lepo. Jernej, tudi ti si povezan vse posod z vinom. Izdal si pesniško zbirko Pripovedke o vinu in ljubezni, kjer gre za izbor najžlahtnejših besedil. Za kakšna besedila pravzaprav gre? Ja, v njej sem zbral svoja besedila pesmi, večino njih uglasbljenih, ki so nastala skozi leta pisanja za skupino Midva, pa še za nekatere druge glasbene izvajalce, Nejšo, Posodim Jurija, Petra Dirnbeka, Fraj Kinslere in še koga. No, v zadnjem času pa predvsem ustvarjam še za duet, ki ga imamo z Davorjem Klaričem, kjer pa se cel najin program imenuje Z muziko o vinu in ljubezni.
Skupno tem besedilom je, da so v pretežni meri zelo dolga, da gre vedno za kakšno zgodbo, ne zgolj za eno rimanje besed, ki bi služila za to, da pesem zveni bolj pestro, kot če bi bila samo instrumental. Te zgodbe so zgodbe ljudi, bodi si takih, ki sem jih v resnici kdaj spoznal, ali pa sem si jih nekako izmislil in jih postavil v določene okolje. In ker so to ljudje iz krvi in kože, kot smo mi vsi, so njihove življenjske usode prepletene tako z ljubeznijo na eni strani, ki nam omogoča, da sploh smo, in z vinom, ki velikokrat prispeva k temu, da ravnamo drugače, kot bi sicer. In kako bi sicer ravnali, če smo že pri tem? No, tu opisujem rad take stvari, ki so zaradi preveč pijače ali pa mogoče zaradi pomanjkanja le-te storili kako neumnost, ali rečemo sprejeli kako odločitev ali pa naredili še kaj hujšega, kar jim je škodilo v življenjskem ali zdravstvenem smislu. In katera je tvoja največja neumnost v imenu pijače? Največja neumnost, Ja. dajte mi kako minuto, da računalnik premleje, pa izberete pravo. No, super, potem pa si zaslužimo kratek predah, na kar sledi kultura pitja. Ja. Slovenci veljamo za dobre pivce vina in po količini popitega vina na leto sodimo v sam evropski vrh. Čeprav prekomerno pitje alkohola škodi zdravju, zmerno pitje vina lahko podaljša življenje. Francozi, ki ob jedi tradicionalno popijejo kozarec vina, imajo tako kljub precej mastni hrani manj srčno-žilnih obolenj. Jernej, prej si omenil, da si tudi kdaj pa kdaj naredil kakšno neumnost v imenu pijače. Torej, katera je tista neumnost? No, zdaj vmes sem razmišljal, da pravzaprav največja neumnost je tista, ki se najdlje časa spominjaš, ne? In če mi je kaj žal, je to, da se je mati včasih v nedeljo dopoldne trudila, da bi pripravila res dobro kosilo. Mi smo v soboto imeli kak dober in dolgo trajajoč žur in potem je bila kazen tega žura to, da v nedeljo namesto, da bi užival za kosilo nad tisto res dobro hrano, sem nedeljo preždel v posteli, se smilil sam sebi in se zaklinjal, da nikoli več ne poskusim. Evo, dost hudo. Ja. Meta, se je tudi tebi že kdaj to zgodilo? Ja, mogoče res naslednji dan, če kaj preveč spiješ, mogoče hrana tako ne tekne, tako da je bilo že kdaj kaj takega. Ja. Ampak pri tebi kot vinski kraljici verjetno vse posod ponujajo vino. Ja, res je. Na dogodke se tudi večinoma vozim sama, tako da moram paziti, da res mogoče spijem največ kakšen kozarček, 2. Ampak kot vinska kraljica res ne morem odreči kozarčka vina. Ampak Slovenci smo... Ja, izvoli, Hotel Jernej. sem reči, da če to drži, da vinski kraljici vse posod ponujajo vino, potem bi jaz dal eno pobudo zdaj, da se začne v Sloveniji izbirati tudi vinskega kralja. Evo, in ti bi bil ta prvi, a ne? Ja, glej, nekdo mora nositi štafeto, ne? Super. Ampak nasploh Slovenci smo ponosni na svoje vino in naša država premore kar nekaj vinorodne krajine. Čeprav je datum praznika vina skupen vsem, se vinske regije med seboj razlikujejo. Meta, kakšne so razlike? Kaj bi rekla? Ja, v Sloveniji imamo res na tisoče vinskih zgodb in prav vsaki od njih je pomembno prisluhniti. Vse od Podravja do Posavja in do Primorske je ogromno odličnih vin, sicer različnih, ampak vsaj izstopajo po svoji vrhunskosti in najdemo jih že prav povsod po svetu.
No, pevka Regina je dejala, sem zagovornica tega, da je treba praznovati vse, kar se le da. In če je praznovanje povezano s hrano in pijačo, je še toliko bolj dobrodošlo. Potrudim se, da Martinovo pojedino pripravim sama. Torej, moramo praznovati, Jernej. Moramo, ne, je pa zelo lepo in kadar je nam določen razlog blizu, kar recimo meni Martinovo je, ne vidim razloga, da ga ne bi. Vsaj v tako simbolnem družinskem krogu, če že nismo zmenjeni za kako večjo družbo. No, komik Andrej Težak Težki pa je povedal, alkohola ne pijem in imam zelo odklonilen odnos do njega in vseh dogodkov, ki so z njim tako zelo povezani. Martinovo je samo eden izmed njih. Alkohol je žal prevečkrat krivec zelo slabih stvari, da bi lahko podpiral praznovanje dneva, ko sok postane alkoholna pijača. Kaj pa o tem menite? V redu, spoštujem ljudi, ki nikoli nič ne spijejo, če se odločijo za to, zakaj pa ne. Je pa res, da tudi njim ni lahko, ne? In omenjeni Težki živi dokaz, on na račun tega dnevno prelaufa ne vem koliko kilometrov. Ja, on je celo povedal, v rock'n'rollu je alkohola precej, bil sem čuden, včasih sem bil celo ob kak posel, ker ne pijem. Vesel sem, da sem vztrajal in da se lahko pohvalim z nepitjem. Evo, mu je bilo kar težko. Jaz mislim, da je res alkohol velikokrat krivec za kakšne nezgode, zato pa je potrebno piti zmerno in ko se pije, da se ne gre na cesto, da se uredi prevoz, taksi ali kajkoli drugega, v glavnem. Piti se mora zmerno v dobri družbi, med hrano in uživati ob tem, seveda. Jennifer Lopez alkohol niti na misel ne pride. Alkohol uničuje kožo in nasploh je slab za telo. No, sem in tja spijem kakšen kozarček, to pa je tudi vse. Ko nazdravim z alkoholom, a spijem le en požirek. Kaj bi rekla o tem, Meta? Tu se pa jaz ne bi strinjala, kajti vino ima res ogromno zdravilnih učinkovin, različne fenolne spojine, med katere spada tudi resveratrol, ki v bistvu pomaga pri pomlajevanju kože, pri različnih srčnih obolenjih in pri res marsikateri drugi težavi. No, večna lepotica Naomi Campbell se je povsem odpovedala alkoholnim pijačam. Odkar ne pijem nič več, sem veliko bolj srečna, je povedala. Jernej, a ni ravno pri nas ravno obratno? Še bom dal še eno dobro prispodobo, ne? Čeprav ta velja majčkeno boljše za Hrvaško Zagorje kot za Slovenijo. Ne? Povsod po svetu velja alkoholizem za bolezen. Če te pa v Hrvaškem Zagorju, ne, ko ti ponudijo pijačo, rečeš, da ne boš, te vprašajo, a si kaj bolan? No, Meta, se tudi ti s tem srečuješ? Ja, se je že zgodilo, da sem odklonila kozarec vina in so me res vprašali, če je vse v redu z mano. Ker to sicer jaz zelo rada probam, zelo rada poskušam, tudi vsa vina iz vse Slovenije in težko odklonim kozarec, tako da res mora biti nekaj hudo narobe, če odklonim. Vino je med Slovenci zelo priljubljena pijača vse leto, ne le za Martinovo. Na Slovenskem imamo tudi kar nekaj praznikov povezanih z vinom in vinsko trto, kar nesporno dokazuje, kako Slovenci čislamo to rastlinico in njene produkte. Pa zakaj ne bi bili nekje originalni? Ne? Mi imamo od nekdaj težavo, da skušamo posnemati večje, bolj razvite od nas. Dajmo Slovenijo zrihtati v en tak unikum, kjer se bo vino cenilo, kjer zaradi tega te ne bodo gledali po strani, če rad spiješ kak kozarček. Lahko damo recimo vsakemu otroku v rojstvo en vinograd in bomo ratali zaradi tega ena taka zanimiva turistična destinacija, ki mislim, da bo pritegnila ogromno turistov, zato da pridejo videti ta naš življenjski slog. Recimo jaz bi sprejel, če bi bil v politiki ali pa dal pobudo za sprejem zakona, da se ne sme niti enega litra slovenskega vina nesti v tujino. Sem prepričan, da bi s tem dvignili tako ceno temu našemu in ko bi ga enkrat zaščitili, da se ga sme uživati samo v Sloveniji, to bi drli k nam, zato da ga lahko poskusijo. Ampak dejansko ima skoraj vsak 7. Slovenec vinograd oziroma je vinogradnik. Ja, kaj pa tistih 6 ostalih? Ja, tisti pa nekaj drugega delajo, a ne?
bi Še torej dobro, da so morali kraft spremeniti. pivovarne izumili. Ja. Ampak tudi največje slovenske televizijske limonade vseh časov so povezane prav z vinarskimi dinastijami. Zanimivo, a ne? Meta. Ja, kultura vina v Sloveniji je zelo velika, tako da bi se tudi zgodovinsko je vino zmeraj nekje prisotno. Skoraj ne najdeš nekega zgodovinskega dogodka, kjer vino ne bi vplivalo na nekšen končni rezultat in ki ne bi bilo vino vpleteno, ali vinograd, ali nekaj s tem povezano. Ja, Jernej, druženja ob kozarčku ali dveh Štajercem niso tuja. Definitivno. Mislim, jaz si bi brez tega težko predstavljal svojo mladost. Tudi knjiga, ki sem jo napisal, govori pravzaprav o eni taki družbi, ki je druženje ob kozarcu potem razširila še za prepevanjem zabavnih pesmi in se prav luštno imela in s tem zastavila eno čisto svojo življenjsko pot. Jaz upam, da se bo ta kultura ohranjala kljub vsem vplivom, ki prihajajo od nas. Namreč zelo malo ljudi ga pije takrat, ko so sami. Vino je praviloma povezano z druženjem in tu jaz vidim eno veliko kvaliteto. Mislim, da današnja generacija, ki je privezana na telefon in socialna omrežja, ob tem ne pije vina. Tisti, ki se še vedno srečajo pri kom doma, pa nazdravijo. Ja, zdaj tukaj gre za vprašanje, katera je večja odvisnost, a ne? Ali alkohola ali pa internet. Kaj bi rekel o tem? Da obstajajo bolj in manj zdrave odvisnosti in meni se zdi ta vinska bližje. No, še vedno pa obstajajo strokovne dileme, ali je vino samo poživilo ali tudi hrana in koliko je tudi zdravilo. Torej, Meta, že prej si nekaj omenila, je zdravilo. Ja, vino definitivno je zdravilo. V svojih kožicah in pečkah v bistvu vsebuje veliko zdravilnih snovi, fenolnih spojin, ki se v bistvu z maceracijo in z stiskanjem grozdja pridejo v vino in v bistvu tam tudi ostanejo. To v bistvu so antioksidanti, ki zelo dobro delujejo na celo telo. Ja, vino pa nima le energetske, ampak tudi biološko vrednost. Verjeli ali ne, vino je lahko tudi sestavni del bogate diete. Pomaga namreč pri izgubi telesne teže. Kaj pa na to pravite? Sta vedela? Prosim za recept, nemudoma. Meta? Ja, definitivno tudi to, ja. No, po oglasih pa boste tudi izvedeli, zakaj je vino zdravo. Ja, okej. Uživanje alkohola je v naši družbi dobro sprejeto in roni kapljici se pogosto nismo pripravljeni odpovedati. Včasih je prav tako, a pitje alkohola je lahko kljub temu varljivo. Pravimo, da je v zmerni količini priporočljivo, v prekomerni pa škodljivo. A kje je tista prava mera? Priporočila zdravnikov pravijo, da naj ženska ne bi zaužila več kot 1 deciliter vina ob eni priložnosti, moški pa ne več kot 2 decilitra vina ob eni priložnosti. Jernej, Meta, priporočeno je, da se vino vedno zaužije ob hrani. Ravno to sem hotel vprašati, kaj je ta priložnost, ki jo omenja zdravnica? Ja, verjetno ob hrani. Ja, tudi jaz sem to hotela vprašati. Sem pa mnenja, da vino je res fajn, če se pije ob hrani, saj vino hrano dopolni in jo naredi še bolj okusno. Ja, ampak zdravniki svetujejo, da spijemo največ 1 kozarec vina 3-krat na teden. Pri tem pa je pomembna kakovost vina, zato moramo izbrati kakovostno vino. To pa pomeni, da zelo malo ješ, se pravi, če ga ob hrani pa samo 3-krat na teden. Nekaj se ne izide. Pri tebi to ne gre, a ne? Ne, tako da bo treba še droben tekst prebrati. Kaj pa pri tebi, Meta? Ja, jaz tudi mislim, da je to premalo. Sicer nočem zdaj napeljevati na prekomerne količine popitega vina, ampak mislim, da je teh priložnosti, ko se pije vino, veliko več kot samo 3-krat na teden.
Mislim, da tu ni problema. Enostavno je treba poslušati svoje telo, videti, kako se počutiš. Človek hitro opazi, če mu določena stvar škoduje ali koristi. Ne? In tisti trenutek, ko se počutiš slabo ob uživanju alkohola, ga boš seveda dal na stran. Če se zaradi enega kozarca počutiš boljše, po mojem tudi ni težave, da si ga privoščiš. No, tako nekako je povedal tudi glasbenik Miha Guštin. Uživam v pitju alkohola, kadar je priložnost in je družba enako razpoložena. Doma sam skoraj ne posežem po alkoholu, biti mora družba in največkrat je to po rekreaciji s prijatelji. Ne bom sodil, koliko je pametno popiti in kdaj preveč, menim, da je zmerno in po pameti najboljše vodilo. To je to. Jaz se lahko samo strinjam, se vidi, da je Gušti podobnih let, kot sem sam in imamo, kar se tega tiče, precej podoben pogled na to reč. Ja. No, judovski pregovor pa pravi, če človek pije malo, je dober kot ovca. Če pije malo več, postane hraber kot lev. Če prekorači mero, je okruten kot tiger. Če pa mu pijača postane strast, je podoben svinji, ki se valja po blatu in nazadnje napravi iz sebe še opico. Dobro. Je res, ne? Ja. Jernej, se ti je to že kdaj zgodilo? Pa kaj pa vem, jaz mislim, da sem vedno pri sebi imel tisto zavoro, preden bi šla stvar predaleč. To je tisti nek preživetveni nagon, ki ga imamo eni bolj, drugi pa manj razvitega ali pa izrazitega. Ne? Se mi zdi, da se znamo ustaviti, preden bi ratalo nerodno. Ja, mnogi pa ne poznajo meje. Potem, ko je Eva Mendes leta 2008 odšla na odvajanje od alkohola, je uspelo. Gre za življenje ali smrt in to, kaj sam izbereš. Jaz sem izbrala življenje. Meta, a je dejansko lahko tako hudo? Seveda v določenih primerih pride tudi do tega. Pa tako kot je bilo že rečeno, vsak sam ve, koliko mu paše, kdaj je preveč, kdaj je premalo, kdaj alkohol umakniti, kdaj še spiti kakšen kozarček, kdaj ne. Tako da to v bistvu stvar vsakega posameznika. Je pa res, da včasih to vse skupaj uide izpod nadzora in takrat je treba človeku tudi pomagati oziroma sam mora najti pomoč. No, številne študije so pokazale, da ima en kozarec vina podoben učinek na telo kot telovadba. Rdeče vino je namreč odličen vir že prej omenjenega resveratrola, močnega antioksidanta, ki ima ugoden učinek na srce in mišice. Tako kot telovadba. Jernej, ti je to ljubše kot telovadba? Pa mislim, da je tudi tu pametno kombinirati kar oboje, ne? Da če bi človek skušal samo z vinom nadoknaditi vse, kar z miganjem ne postori, bi hitro prišel do napačnih učinkov. Če pa aktiven na različnih področjih, potem si lahko tudi na tem privošči kaj več. Aha. No, košarkarski zvezdniki pa se kopajo v rdečem vinu. Že naši predniki so se kopali v vinu. V zadnjem obdobju so kopeli v rdečem vinu spet postale velik hit. Menda je za to zaslužen ameriški košarkar Amar'e Stoudemire. Kot je zapisal, vinoterapijo prakticira, ker so kopeli v rdečem vinu poživljajoče. To pa je redno počne tudi Tony Parker. Meta, si kdaj že to poizkusila? Ne, nisem in tudi ne bom, kajti mislim, da to ne spada v spoštovanje vina. Mislim, da je vino nekaj največ, kar lahko naredimo iz grozdja. Je v bistvu plod dolge tradicije, v bistvu je to delo vinogradnika in vinarja in v bistvu definitivno ne spada to v spoštovanje, da se kopamo v vino, kajti škoda ga je, jaz mislim. Aha. Ampak gre za to, ker posameznik ne more spiti toliko rdečega vina, da bi začutil občutek zdravilnih sestavin in ga potem z vinoterapijo v telo vnašajo tudi prek kože, torej z namakanjem okadi rdečega vina. Meni se zdi to ena velika neumnost, podobno kot v preteklosti, ko so se že kakšne cesarice kopale v kobilje mleko ali v krvi devic. In nobena od teh zgodb ni bila z leti potrjena kot taka, da bi imela nek resen učinek, razen da je kar nekaj ljudi ali živali trpelo zaradi tega in mislim, da vino prepustimo tistim, ki ga uživajo oralno.
Aha, Se Obstaja strinjam. pa kar nekaj dokazov, ki namigujejo, da zmerno pitje vina izboljša naš imunski sistem in tako za kar 40% zmanjša tveganje za nastanek prehlada. Spet se lahko zahvalimo čudežni spojini resveratrol. Ta nekako zavira odgovor imunskega sistema s prehladom. Meta, kakšni so še posebni zdravilni učinki tega resveratrola? Ja, resveratrol v bistvu res vpliva na srčno ožilje, na odpornost, na vse. In vino ne vsebuje samo resveratrola, v bistvu je to res ena bolj pomembnih fenolnih spojin, ki jih vsebuje. Vsebuje še v bistvu na tisoče drugih nekih pozitivnih sestavin, med drugim tudi naprimer veliko vitamina B, vitamin C, ki je antioksidant in v bistvu antociani so barvila, ki jih v bistvu najdemo še največ v rdečih vinih, tako da veliko je teh pozitivnih stvari v vinu. Ja, no, študija izpred 5 let naj bi dokazala tudi, da vino deluje kot ustna vodica in tako pomaga v boju proti zobni gnilobi. Aktivna komponenta v grozdju ima namreč protimikrobni učinek na bakterije v ustih. Veliko zdravil. Kar izvoli. Hotel sem reči, da to glede ustne vodice pa zelo drži. To pa vem iz Aha. lastnih izkušenj. Namreč moja žena doma pravzaprav vedno ugotovi, kadar spijem kak kozarec, pa pridem domov. Tako da očitno v smislu vonjav je zelo uspešno vino, da skrije kakšne druge vonjave, ki bi prišle iz ust. Kateri zdravilni učinek pa je tebi najljubši? V bistvu vsi pomalo. Aha. Treba kombinirati. Kaj pa tebi, Jernej? Ja, jaz imam rad vino zaradi, ne vem, ker mi je okus všeč. Ne razmišljam toliko o zdravju, ampak ker se ob tem, da popijem kozarec, dobro počutim, všeč mi je okus, všeč mi je vonj in že prej omenjena družabnost, ker se pač vino praviloma pije v družbi. Ampak vseeno nekako primanjkuje kultura pitja. Meta, te kaj moti, če vidiš znane osebnosti, ki ne držijo pravilno vinskega kozarca? Da ne omenjamo prizorov iz ameriških filmov, kjer le izjemoma kdo pravilno rokuje s kozarcem. Kaj bi rekla na Baracka Obama? To nepravilno držanje kozarca res zmeraj prvo opazim. To me v bistvu me kar moti, no. Ker sploh pri belem vinu je zelo pomembno, kako držimo kozarec, da vina ne segrevamo. Pri rdečem vinu mogoče to ni toliko napačno, saj se rdeče vino pije bolj pri sobnih temperaturah in ga s tem ne segrejemo toliko. Če je vino prehladno, je mogoče celo priporočljivo, da ga spodaj mogoče za par minut podržimo, da ga s tem segrejemo, ampak kot vidimo te slike, to je zelo neprimerno držanje kozarca. Tudi Bill Clinton, ko je bil na obisku v Sloveniji, je napačno držal kozarec. Ja, to res ne zgleda lepo. Bila sem tudi v Franciji v eni kleti Moët Chandon in smo si prvo ogledali predstavitveni film. In v bistvu v predstavitvenem filmu so penino držale v bistvu za zgoraj, kot smo prej videli slike. In res je grdo izgledalo, sploh ker se je pila penina in penina se pije pri 4 do 6 stopinjah Celzijah in že z minutko držanja kozarca penine se greje zelo. Kdo pa je tako držal, verjetno ne kakšni vinski strokovnjaki, ali? Niso bili verjetno vinski strokovnjaki, so pa snemali in predvajalo se v skoraj največji francoski kleti, tako da ni bilo primerno. Ne vem pa, zgleda tega niso videli tisti enologi iz kleti. Po mojem vseeno pomemben tu trenutek oziroma priložnost, ob kateri se pije vino. Ne? Jaz se čisto strinjam, da recimo na takih sprejemih, kadar se res vino degustira in podobno, ga natočiš vinski kozarec, sploh če je tak lep, kot ga je imel Obama v roki iz steklarne Rogaška. Če pa človek dela na njivi ali pa vinogradu, ne, in pride potem po 3 urah žejen do kleti, pa ga ni lepše, kot da vzame tisti kozarec od Zemfa, si ga natoči do polovice z belim vinom, doda polovico mineralne vode in spije na dušek tak špricer. Tu pa izgine vsa tista kultura, tu je pa življenje. Tako je, dobro povedano. Seveda je odvisno od priložnosti, kako se v bistvu obnašati.
Ampak kozarec vina na dan naj bi pregnal sivino in depresijo iz našega življenja. Se strinjata? Jaz bi skoraj rekel, da je treba še kaj več kot samo ta kozarec, lahko pa malo pomaga. Ja, tudi jaz sem hotela reči, je slab dan, tudi takšen pride, ampak kozarček vina definitivno pomaga, da se dan izboljša. No, slovenski pregovor pravi, ne kvari vina z vodo, kakor ne ljubezni s poroko. Kaj bi pa o tem rekla? Se strinjata? Ne smemo kvariti vina z vodo. Razni vinski strokovnjaki res pravijo, da vina naj ne bi mešali z vodo, tako da naj ne bi bilo špricarjev, ampak jaz mislim, da če je vino kakovostno, da če dodamo malo radenske, vina ne pokvarimo. Tudi sama rada kdaj spijem kakšen špricar, sploh ko se dela v vinogradu, ko res ne moreš piti samo vina, da se spije kakšen špricar zažejo. Mislim, da je zelo v redu. Jaz se čisto strinjam in enako tudi ne drži, da se ljubezen z poroko pokvari, lahko se tudi okrepi. Torej, ti si za to dokaz, da ni tako. Tako je. Aha. Kaj bi rekla za konec o kulturi pitja? Jaz si želim, da bi kultura pitja še zmeraj naraščala in le tako naprej Slovenci. Jernej? Enako, mislim si, da kar se tega tiče, smo kar izvirni, da po mojem ta beseda kultura pitja ni prisotna v ne vem koliko državah in zato jo dajmo gojiti še naprej. Hvala vama za kulturni pogovor o vinu. Hvala. Hvala za povabilo. Na zdravje. Na zdravje. Pravijo, da se v vinu utapljajo tudi največje skrbi. Teh pa imamo veliko. Kljub vsemu pa bodite zmerni in ne pozabite, da je pijanost prostovoljna norost. Zato ne bodite preveč nori. Tradicija se je skozi leta spreminjala, a ostalo je dejstvo. V vinu je resnica. Zatorej pijte po pameti, saj kadar vino govori, takrat skrivnosti ni. Naj vam vaša zvezda sveti.